Nocoj kaj dogaja? Gostimo pravnico in borko za pravice delavcev, predsednico Zveze svobodnih sindikatov, gospod Lidijo Jerkič. Lidija, pozdravljena. Lep pozdrav. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Po izobrazbi ste pravnica, od leta 2017 pa predsednica Zveze svobodnih sindikatov. Nekje sem zasledila, da so začetke spremljali tudi dvomi. Kako gledate danes nanje? Ja, zdaj dvomi mene spremljajo pravzaprav že od začetka, ko sem zbirala poklicno pot. V sindikatih sem vendarle že od leta 1990. Prejle sem gledala vaše eksponate tamle v avli RTV-ja, so tam, približno ta letnik. Zagotovo pa je funkcija predsednice zveze nekaj zelo odgovornega. Kdor si predstavlja, da je to delo enostavno ni, zahteva veliko znanja, veliko občutljivosti. Konec koncev gre za obraz, ki ga predstavljaš za tiste najbolj občutljive skupine delavk in delavcev. Vedno je kaj narobe. Jaz v svoji službeni zgodovini ne pomnim, da bi kdaj šlo zelo v redu, tudi pol leta ni bilo vse ok. In mislim, da tudi situacija je pač takšna, saj jo vsi spremljamo. Spreminja se svet in tudi področje dela zelo. Torej, odkar ste predsednica, so se od leta 2017 verjetno za delavce razmere zelo spremenile. Zelo so se spremenile. Pa najbrž ne na bolje. To je eno obdobje, ki je zelo turbulentno. Mi smo leta 2017 prišli iz tiste krize, ki smo zdaj nekoliko pozabili, ki je trajala skoraj 10 let, zaznamovana stečaji in propadi podjetij. Potem je ravno začelo gospodarstvo spet dobro iti, scena se je nekoliko izboljševala, smo bili deležni covida. Po covidu vojno v Ukrajini, energetsko krizo in tisto, kar je morda zelo drugače, je tudi trg dela. Ko sem jaz začela, je bila brezposelnost približno 140 tisoč na Zavodu za zaposlovanje, zdaj imamo 100 tisoč brezposelnih manj in pa veliko število novih zaposlitev, ki so pa predvsem tujci, pa nas že 20% delavcev predstavlja tuja delovna sila. Oblike dela se spreminjajo. Če smo 20 let nazaj bili ogorčeni nad sklepanjem delovnih razmerij za določen čas, je zdaj pravzaprav to že ena boljših oblik zaposlitve. Povečuje se prekarnost, torej te odvisne oblike dela. Jaz ne vidim prekarcev v zaposlitvah, kjer si ljudje želijo biti svobodni, kreativni in neodvisni od delodajalca, ampak večina ljudi še vendarle išče gotovo zaposlitev in te odvisni espeji, platformne oblike dela, ki se jih v Sloveniji še zelo slabo zavedamo. To vse je v porastu in mislim, da bo trg dela čez 20 let še bistveno bolj drugačen kot zdaj. Kateri je problem številka ena, ki ga delavstvo trenutno, s katerim se spopada? Zdaj večina bi rekel plače. Jaz mislim, da so plače nekaj, kar je pač označevalo delovski boj že tam 150 let nazaj in ga bo še čez 150 let. Ampak tisto, kar se mi zdi, da je najbolj pomembno, je varnost. Varnost na vseh področjih, tako pri delu, v delovnih razmerjih, v življenju, da se lahko zanesemo na to, da imamo neka, pa ne zlata padala, te imajo drugi, ampak da imamo neko varnostno mrežo, ki nas bo ujela, če se nam v življenju kaj zgodi, da imamo, ne vem, varnost v starosti, v obliki pokojnin, da imamo varnost v zdravju, kadar se nam kaj zgodi, da imamo skratka nekoga, ki bo poskrbel za nas, če bomo mi postali šibki. In tale del, pa močno odhaja in šibi in mislim, da je to vračanje nazaj k človeku in k solidarnosti je ena od tem tudi sindikalnih, ampak splošno človeška in ta mislim, da nas bo precej drago stala. Varnost in solidarnost. Varnost in solidarnost. Ko pomislimo na delavce, dostikrat pomislimo na delavce v tovarnah, delavce za stroji, ampak v bistvu so se te stvari zelo spremenile. Veliko je ljudi, ki delajo doma, za računalniki, ki morajo biti ves čas dosegljivi. A je to pravica do odklopa, popolnega, tudi del sindikalnega boja? Absolutno. Mi smo v zadnjem času, moram reči, da ne morda tako zelo na očeh javnosti, pa kljub vsemu, dosegli nekaj konkretnih premikov. Ena od teh je recimo minimalna plača, o kateri se silno veliko govori. Nekaterim gre na živce, ker se zdi, da se samo o tem govori, ampak vendarle. Zagotovljena minimalna plača predstavlja neko socialno varnost za 100 tisoč zaposlenih v Sloveniji. Drugo je bilo, tudi novinarji ste to, pa tudi v tej oddaji zelo pogosto uporabljali štempljanje.
a ne, mogoče zelo narobe razumljeno, a ne, jaz si upam trditi, da kdor se dela norca iz štempljanja, ta nikoli ni delal v tistih delih gospodarstva, kjer je pa to pomembno, a ne, in kjer se v bistvu izrablja in kjer mogoče delo ni tako zelo kreativno in odvisno od nas samih, a ne, cel dan, ampak res težko, a ne, in obremenjujoče. Tudi pravica do odklopa, zanemarili smo jo. Ne. Vsem skupaj, nam trem sploh verjetno, jaz si zase že upam trditi, ne, se zdi kar normalno, da delamo nekaj cel dan, a ne pa službenih stvari, seveda, a ne, da spimo z računalniki in da ostajamo z računalniki, da nas lahko tudi novinarji motite, a ne, v sobotah popoldan ali pa v nedeljah, ampak prav je, da ozavestimo, a ne, jaz nisem pristaš tega, da vsako stvar jemljemo črkobralstvo, ampak za majčken pameti in razumevanja pa vendarle moramo vedeti, ne, da obstaja čas za službo, obstaja čas za familijo, obstaja čas za nas. No, naslednje leto se pa poslavljate od funkcije predsednice. Kaj boste počeli po zaključku funkcije? Mene čaka še eno leto prehodnega, ne, pripravništva za upokojitev, potem grem v penzijo, potem bom počela stvari, kot so potovanja, kot so gore, upam, da me bojo kosti še držale, skratka nekaj zase in za mojega dragega. Odlično. Lidija Jerkič, najlepša hvala, da ste bili naša gostja. Želimo vam še uspešen zaključek vašega predsednikovanja in pa veliko užitkov v prostem času. Hvala lepa.